spoštovani vsi zbrani. V počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev tukaj v Slovenskih Konjicah. Komemoracija je namenjena padlim borcem in vsem pokopanim na tem pokopališču. Naj bo ta prireditev skromna oddolžitev njihovemu spominu na vse tiste, ki jih ni več med nami, še posebej spominu na vse, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek ter se borili za svoj in nenazadnje naš prostor na zemlji. V uvodu nas je s pesmijo Slavje Jakoba Ježa in ob spremljavi flavtistk Mojce Javornik, Lare Adamič in Urške Kokol v glasbeni del današnje svečanosti popeljal mladinski pevski zbor Osnovne šole Podgoro Slovenske Konjice pod vodstvom Petre Brdnik-Juhart. Sedaj pa v naslednjih minutah za slavnostni nagovor ob današnji komemoraciji naprošam gospoda Florjana Jančiča, častnega občana občine Slovenske Konjice. Spoštovani zbor, že več desetletij se zbiramo na tem kraju, da se poklonimo spominu ljudem, ki jim sreča ni bila naklonjena, da bi doživeli konec velike vojne vihre, ki se je končala v letu 1945. Tudi v krajih naše Dravinjske doline so živeli ljudje, ki so se odprli nemškemu okupatorju ali postali njihove žrtve. Danes je svet povsem drugačen in malo je ljudi, ki so preživeli ta čas in se ga z grenkobo v srcu spominjajo. Pa vendar, to je čas naše preteklosti in zgodovine slovenskega naroda, na katero smo sedanji rodovi ponosni, saj smo pregnali tujce, osvajalce iz slovenske zemlje. Zato zgodovino spoštujemo in se oziramo v bodočnost. Pregovor pravi, da je za domovino, če je potrebno tudi umreti, a še lepše je zanjo živeti. Po pesniku Otonu Župančiču pa nam je domovina le ena, vsem dodeljena, zato jo imejmo radi. Sedanji rodovi živimo v samostojni slovenski domovini, za katero so mnogi žrtvovali življenja tudi v novejši zgodovini. Prvi in drugi so prelili slovensko kri, ker so verjeli v boljše čase. Mi smo njihovi dolžniki, da v okolju, kjer živimo, ustvarjamo bolj srečno življenje, kot je bilo njihovo. To ni vedno lahko, saj nam sedanje družbene in gospodarske razmere niso naklonjene. Toda vztrajati moramo, saj gre za nas in naše potomce, njim moramo zapustiti boljši svet, kot smo ga mi našli, da bo življenje lepše in bolj domače. Tudi našim prednikom, ki se jih danes spoštovanjem spominjamo, ni bilo lahko, tudi oni so želeli ustvariti boljše življenje. Mi smo dediči njihovih idej, zato so naši pogledi usmerjeni v prihodnost. Čeprav sedaj ni čas za žrtvovanje, je pa čas solidarnosti, strpnosti in premagovanja skupnih in osebnih težav v lastnem okolju. Te vrednote so v našem mestu in dolini prisotne in dajejo upanje in uspehe. Utrjevali jih bomo tudi prihodnje, da bo jutri boljši dan, kot je bil včerajšnji. To je naloga in dolžnost naše družbe do vseh sedanjih generacij. Ob tem pa ne smemo pozabiti, da je to tudi del moralne obljube vsem, ki smo jo ob dnevu spomina na mrtve zahvaljujemo za njihove žrtve pri ustvarjanju svobodne, samostojne države slovenskega naroda. Hvala gospodu Florjanu Jančiču. Sedaj pa v nadaljevanju prosim gospod Tatjano Stramšak, predsednico krajevne organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice, da skupaj s Petrom Korenom, podžupanom občine Slovenske Konjice, položita venec vsem pokopanim na tem pokopališču. Prosim, da z minuto molka počastimo spomen na vse, ki jih ni več med nami.
Mili zvoki dveh flavt bodo sedaj zazveneli nad konjiškim pokopališčem v spomin vsem tistim, ki živijo samo še v naših srcih in mislih. Zanje bosta zaigrali Mojca Javornik in Lara Adamič iz Osnovne šole pod Goro. Spoštovani, zbrali smo se pred obeležjem pod simbolom zahvale za prostovoljno delo umrlim gasilcem in gasilkam, ki počivajo na tukajšnjem pokopališču. Ob dnevu spomina na mrtve jim gasilci konjic, tepanja in konusa izkazujemo svoje spoštovanje za njihovo humano in požrtvovalno delo. Naj živi med nami spomin na njih gasilskim geslom na pomoč. Na pomoč.